Sledeči program je posnet s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Vendar pismo Efežanom 6 pravi: dvignite meč vere. Ne pravi, da ga vlačite za seboj. Niti ne pravi, da ga samo... Ja, imam svoj ščit. Da, Gospod, imam svoj ščit vire. Jaz sem žena vire. Da, no, ampak ali lahko dvignete svoj ščit vire, ko ena izmed teh ognjenih puščic leti? Nebeški Oče, zahvaljujemo se ti danes za Božjo besedo. Cenim, da ste danes tukaj. Zahvaljujem se ti, da v tem narodu imamo še vedno svobodo za Božje stvari in molim, da tega ne bi nikoli izgubili. Prebudi nas danes Božjo besedo v Jezusovem imenu. Amen. Pojdimo k Markovemu evangeliju 11:22. Danes bomo govorili o ščitu vire. Veste, mi kristijani govorimo veliko o viri. Vendar je ena stvar verovati v Jezusa Kristusa, našega odrešenika. To je ena stvar, da lahko vadimo našo vero. Vendar so še druge stvari, ki jih potrebujemo, da osvobodimo svojo vero. Kajti vsemogoči ljudje verjamejo v Jezusa, pa vendar neprenehoma živijo pod vsemogočimi obsodbami. Torej, če zares želite uporabiti vero za nekaj, zakaj ne uporabite, da bi živeli osvobojeni krivde in obsodbe? Če verujete, ko prosite Gospoda, da vam odpusti grehe in da vam jih je odpustil, ko jih odpravi tako daleč, kot je vzhod od zahoda, zakaj se potem še vedno čutite krive? Hočem samo poudariti, da čeprav imamo vero in izrečemo verujem v Jezusa, to ni točka, kjer se naša vera konča. Od tu naprej se moramo naučiti, da živimo po veri. Samo pravičnik more živeti po veri. Od tu naprej se moramo naučiti živeti po veri. Pravičnik živi po veri. Mi smo pravični v Bogu po veri. Posvečeni smo po veri. Odkupljeni smo po veri. Mnoga leta sem hodila v cerkev in sem verjela v Jezusa in to je bilo konec mojega verovanja. Nisem niti vedela, da lahko verujem v Boga ob čisto navadnih stvarih. Nisem niti vedela. Spominjam se, da sem srečala ženo, ki je bila prodajalka in sem začela govoriti. Zvedela sem, da je kristjanka, spraševala sem jo, kako ji gre, če ima zdravstveno zavarovanje, kako gre posel, če dobiva plačo in tako naprej. Klepetali sva. Rekla je, stvari niso preveč dobre, dobila sem normo in nadaljevala je po pravici povedano, nisem je dosegla in strah me, da bom izgubila službo. Rekla sem ji, zakaj ne moliš k Bogu, da bi ti bil naklonjen in bi se ljudje napotili v tvoj oddelek v nakup. Vidite, zame je bilo zelo normalno, ker sem se naučila, da lahko vero uporabim tudi za takšne stvari. Vendar ona me je gledala in mi rekla, vse svoje življenje je bila verna, pogledala me in rekla, a mislite, da je v redu, če prosim Boga za denar? Takšni smo kristjani. Ona hodi ves čas v cerkev, veruje v Kristusa, vendar ni vedela, da lahko uporabi svojo vero za nekaj tako preprostega, kakor je plača ali pa pritegniti kupce v svoje območje. Nič ni takega, za kar ne bi mogli moliti. Vsako potrebo lahko predstavimo Bogu. Ne pravim, da bomo dobili vse, kar si želimo, vendar ko se dotakne naših potreb in nagrade, potem lahko uporabimo našo vero. Vendar zavedajte se, da mora biti osvobojena. In včasih, če smo odkriti, postanemo tudi nekoliko lenobni. Tako bomo danes slišali nekoliko besed za lene ljudi. Moj Bog, saj ste se danes stali in prišli sem kaj in moram vam reči, da vi niste leni, vendar pa je morda nekdo, ki to gleda po televiziji, nekje po svetu, v Evropi, Afriki, Indiji, Avstraliji ali Ameriki in je samo čisto malo len. Zanj je nekoliko preveč napora. Vzemimo nekaj tako preprostega, kot je molitev pred jedjo. Bolje za vas, da iskreno molite, kajte notri je cel kup stvari, ki bi vas tako ubile, če nad njimi ne bi molili.
Kaj pa mi storimo? Tudi sama sem kriva. Hvala ti, Gospod, za to hrano, blagoslovi v Jezusovem imenu, amen. Ali pa včasih, potem, ko smo že polovico pojedli, rečemo, blagoslovi, Gospod, mojo dušo in vse to, kar je v meni. Veste, ena stvar je, ko to storimo iz dolžnosti ali navade ali nekaj takšnega, vendar pa molitev v resnici ne deluje, dokler iskrenosti ne molimo. Oče, molim na to hrano, se ti zahvaljujem za njo in prosim, Gospod, če karkoli škodljivega v njej, naj mi ne škoduje v Jezusovem imenu, amen. Tako je ena stvar imeti vero, druga stvar pa je uporabiti svojo vero in se v njej vaditi. V Svetem pismu imamo izraz ščit vire in Marko 11:22, ki je za nas bistveno besedilo, nam enostavno pravi, imejte vero v Boga in to neprenehoma. In Jezus jim je odgovoril in jim rekel, imejte vero v Boga neprenehoma. Rada imam to besedilo, ne samo tu in tam, ne samo v priložnostih, ne samo takrat, ko čakamo na svoj izhod, ampak da imamo neprenehoma vero v Boga. Naučimo se sedaj nekatera dejstva vere. Najprej, vera lahko raste. Poglejmo drugemu pismu Tesaloničanom 1:3. Vera lahko raste, vendar lahko raste samo, ko jo uporabljamo. Koliko izmed vas bi radi imeli močnejše mišice, kot jih imate? Veste kaj, vi ne morete moliti za to. Ne briga me, koliko vire imate. Lahko zberete celo skupino zvestih vernikov, vendar ne morejo izmoliti vaših mišic. Samo na en način jih lahko dobite in to je z naporom. Amen. Vi morate uporabljati te mišice in bolj, ko jih uporabljate, bolj bodo mišice začele rasti in se krepiti, tako da bodo vedno močnejše in boste sposobni dvigovati težje stvari ali opraviti težje naloge. Torej, zakaj mislimo, da sedaj nekaj prenašamo in ko končno pridemo skozi, smo kakor... In potem je nekaj še težjega kot zadnja preizkušnja. Torej, v redu, gremo naproti temu. In potem je zopet tisti, in naslednja stvar. Veste, preden prehodimo vso pot do tod, nas te stvari tam spodaj sploh ne vznemirjajo več. Amen. Ko sem začela hoditi fitness, sem začela s tisto otročjo težjo, ki je tehtala 1,5 kilograma. Bilo je kakor... Veste, in sedaj, če se ozrem nazaj, bi 10 ali 12 kilogramov bilo zame kakor nič. Vidite, nekatere stvari, skozi katere greste prav sedaj, in če boste še naprej rasli v viri, bodo te stvari postale ničeve, niti jih ne boste opazili. Pravzaprav me presenečajo stvari, na katere sem bila jezna. Ko gledam sedaj nazaj, se zdi neumno, da sem se sama počutila bedno cele dneve zaradi tako smešnih stvari. Drugo pismo Tesaloničanom 1:3 govori, vaša vera nadvse napreduje in ljubezen slehernega med vami do vseh drugih raste. Torej, sveti Pavel pravi, vaša vera raste in ljubezen raste, vaša vera raste in vaša ljubezen raste. Veste kaj? Vera ne raste brez ljubezni. Rekli boste, kaj ste mislite? Najprej moje razumevanje tega, kako močno me Bog ljubi, in vaše razumevanje, kako močno vas Bog ljubi, mora rasti glede na rast vere. Bolj, ko verjamete, da vas nekdo ljubi, bolj boste pripravljeni verjeti in mu zaupati. Jaz bi rekla, če imate težave z vero, potem to lekcijo pustite nekoliko ob strani in začnite študirati, kako zelo vas Bog ljubi. Postanite zakoreninjeni v njegovi ljubezni, potem pridite nazaj in ne bo več tako težko verovati vanj. Mi moramo najprej prejeti ljubezen od Boga in se naučiti, da ga primerno ljubimo, da ljubimo Boga in potem dopustiti njegovo ljubezen teči skozi nas za druge ljudi. Galačanom 5:6 govori, da ima težo le vera, ki deluje po ljubezni. Zato Marko 11 govori, ko molite in če imate karkoli komu odpustiti, odpustite. Pustite tam in dopustite, da mine. Zakaj? Ker vera ne bo delovala brez ljubezni. Če smo na koga jezni, smo se v notranjosti ustavili in ljubezen ne more teči skozi nas. In tudi vera ne more delovati. Zaradi tega pravi, zahvaljujem se, da raste vaša vera in ljubezen eden do drugega.
Mislim, da smo v cerkvi zadnjih 25 let posvečali veliko preveč pozornosti veri, kakor pa ljubezni. Ponovila bom še enkrat. Mislim, da smo veliko več pozornosti dajali veri, kakor pa ljubezni. Mogoče bom rekla celo tretjič. Mislim, da smo veliko preveč pozornosti posvečali veri, kakor pa ljubezni. Zakaj? Zato, ker smo se nekako naučili, da lahko uporabimo vero in se pridobimo nekatere stvari, ki jih hočemo. In čeprav bi Bog na začetku nas uvedel vero prav preko tega, je veliko večji namen, kako poiskati svojo pot. Naravno je, da so stvari, ki jih moramo verovati, ker jih potrebujemo ali želimo, vendar vera je v prvi vrsti uporabljena v pomoč, da rešimo težave in ostanemo trdni in močni, pa naj se zgodi karkoli. Ali veste, kaj Bog hoče bolj kot karkoli? On želi, da ljudje v cerkvi po celem svetu svetijo, kakor svetla luč, da se vsakdo drug lahko čudi. Kako je sploh mogoče, da si takšen kot si, ko se vse dogodi okrog po svetu? Bolj kot vse nas Bog hoče, da smo trdni, hoji in ljubezni, ter da posedujemo mir in veselje. Čisto majhne, preproste stvari. Psalm 10:2. Z veseljem služite Gospodu. Torej, vera in ljubezen. Ne poskušate bolj gojiti vero, kakor si prizadevate za ljubezen. In dejstvo glede vere je, da jo lahko izrečemo s svojim jezikom. Drugo pismo Korinčanom 4:13. Jaz dobro vem za ta citat, ker sem ga to jutro prebirala. Ker pa imamo istega duha vere, kakor je pisano, veroval sem, zato sem govoril, tudi mi verujemo, zato tudi govorimo. Če resnično hočete izvedeti, koliko vero imate kot vsakdo drug, potem jih poslušajte. Še posebej jim prisluhnite v težkih časih. Še posebej poslušajte, ko morate čakati dlje, kot bi vi želeli. In še posebej poslušajte, ko nekdo drug dobi tisto, kar vi hočete in vi še nimate svojega. Tedaj posebej poslušajte, ko vas kdo zlorabi in Bog ne pride naokrog, da vas maščuje tako hitro, kot bi sami želeli. Takrat začnemo ugotavljati, koliko vere imamo v resnici. Še enkrat hočem narediti razliko med to vero, po kateri prejemamo Kristusa. Mi verujemo, da je Kristus za nas umrl. Verujemo, da je on edino upanje našega odrešenja in če ne, morate to prav sedaj urediti, tako da povabite Kristusa v svoje življenje. Priznajte, da ste grešnik in da se odpoveste grehu. Žal mi je, Bog, prosim, pridi in zaživi v moji notranjosti in me reši. To je tako enostavno, da ljudje spregledajo. Torej, to je tista vera, ki jo imamo, vendar mi bi se morali naučiti živeti po veri. Da bi se vadili v veri na vsakem področju našega življenja. Tu se moramo nekoliko osredotočiti in zbrati. Vera razbline strah in skrbi. Matej 6:30 pravi, ne skrbite o tem, kaj boste jedli ali kaj boste pili. Vsak dan ima svojo lastno težo. Ne skrbite za jutri, ne skrbite o včerajšnjem dnevu. Vsak dan se vadite v veri, vsak dan posebej. Veste, tudi jaz imam stvari, prav kot jih imate vi, vsak izmed vas. Prav sedaj sem pletena v stvari in nekatera področja, ki so postale nekoliko napete, kjer sem odgovorna za položaje, za katere niti ne vem, kako da sem jih začela, vendar tako se zgodi. To so tiste stvari, kjer se vprašamo, zakaj jaz. Saj veste, zakaj moram delati to, vendar kljub temu sem v tem in moram videti nekako ven. Tako veste, postanejo stvari nekoliko v neredu in zjutraj hočete vstati in začeti moliti, vendar začnete misliti, kaj pa to in ono, prav tako kot vi, tudi samo moram reči, ne, danes bom uporabila svojo vero, da bom živela. Danes imam, kar potrebujem in ko bo prišel jutri, bom imela, kar bom potrebovala. Mi vsi moramo ravnati na enak način, vendar vidite, nekaj je, kar morate narediti zavestno. Namenoma se morate vaditi v veri na teh področjih in se naučiti, kako govoriti sebi, če je to potrebno, ter se spomniti citatov Svetega pisma,
In reče, ni mi potrebno skrbeti za jutri. Gotovo je, da me Bog ljubi bolj kot ptica in če nikoli nisem videl ptiča, ki bi sedel na veji in imel živčni zlom, ker ne bi vedel, odkot pride njegov naslednji črv. Mislim, Gospod pravi, da hrani ptice pod nebom. In nič ni lepšega, kakor cvetlice, in Gospod jih oblači, lepo skrbi zanje. Zato tudi sami ne bi smeli skrbeti, kajti Gospod skrbi za nas. Vendar, čeprav nam ni potrebno skrbeti, moramo glede tega osvoboditi svojo vero. Mislim, da smo včasih na tem področju nekoliko leni. Se bo Bog poskrbel za to? Ali ste ga prosili, ste molili v ta namen, ali uravnavate svoje prošnje s tem, kar izpovedujete v veri. To so naša področja za krepitev vere in če mi storimo naš del, potem Bog ne bo nikoli izostal. Jezus je celo rekel učencem, ko jih je bilo strah med nevihto. Če bi imeli dovolj vere, vas ne bi bilo strah, če zaupate vame. Zakaj Bog dopusti, da se dogodijo te stvari? Zato, ker vera raste z izkustvom Boga. Moja vera je sedaj toliko močnejša, kot je bila pred 36 leti, ko sem resno stopila na pot prijateljstva z Bogom. Kar nekoliko časa predtem sem bila kristjanka, predno sem postala resna. Halo? Dajte no, govorim vam, ki me prav sedaj gledate po televiziji. In nikar ne ugašajte. Bila sem kristjanka veliko prej, kot sem postala resna. Dovolj Boga sem prejemala, da me je varoval pekla, vendar ne dovolj, da bi hodila v zmagi. Dajte no. Ne bodite samo toliko z Bogom, da vas on obvaruje pekla. Tako bodite povezani z Bogom, da boste hodili v zmagi in boste tudi koga drugega pripeljali s seboj. Zagotovo sem vesela za preizkušnje, da sem nekoliko rasla v Bogu. Samo včeraj zvečer je bilo 11,000 poslušalcev, ki so prejeli Kristusa. Samo včeraj zvečer. Leta in leta, ko nisem bila tako resna kristjanka, sem hodila v cerkev vsak teden in šla domov. Koliko se zavedam, nihče ni bil odrešen zaradi mojega življenja. Vendar, ko enkrat Boga jemljete resno, ko začnete preizkušati svojo vero in verujete vse, kar izreče, potem je vera zmagovita moč, ki lahko spremeni mnoge stvari v vašem življenju. Vera ozdravlja bolne. Ni važno, koliko medicinskih sredstev imamo na razpolago, vendar ne pozabljajmo, da moramo najprej verjeti Bogu, da nas ohrani zdrave. Najprej verjeti Bogu. Amen. Če vam ni poznano, da Bog želi ozdraviti bolne, potem preberite v Mateju 8:17 in boste videli, da je povsod ozdravlja bolne, kamorkoli se obrne. Vendar pa nevera lahko prepreči Bogu storiti to, kar hoče. Poglejmo k Mateju 13:58. In zaradi njihove nevere tam ni storil veliko mogočnih del. Zaradi pomankanja vere v božansko poslanstvo Jezusa, Božjega Sina. Torej, Bog deluje ves čas, vendar kar stori zaradi vere. Mi moramo osvoboditi vero in reči: verujem v tvojo besedo in jo hočem sprejeti za svojo. Nekaj stvari, ki jih prejmemo po veri. Po veri prejmemo delež. Vera nas obrani pred grehom. Po veri lahko dosežemo, da živimo povsem osvobojeni krivde. Po veri smo popolnoma napolnjeni s Svetim Duhom. Po veri lahko verujemo, da smo všeč Bogu, pa čeprav nismo popolni. Vera očisti srce, posveti osebe, prinaša razsvetljenje, nas opraviči in nam daje dostop do Božje prisotnosti. Po veri smo pravični v Bogu. Vera nam daje varnost in zaupanje, prinaša nam blagoslov, prinaša nam upanje in opravi dobro delo. Dograjuje nas in nas ohrani resnične za Boga ter zlomi vse ognjene puščice sovražnika. Vendar, pismo Efežanom 6 pravi: dvignite ščit vere.
Ne pravi, da ga samo vlečete za seboj. In ne pravi, da ga samo... Ja, imam svoj ščit. Da, gospod, dobila sem ščit vere. Jaz sem žena vere. Dobro, ampak ali dvignete svoj ščit vere, ko tam ognjena puščica pride in... Tukaj pride druga laž. Ne, jaz ne verjamem. Pride drug napad. Ne verjamem temu. Efežanom 6:16. Mislim, da bom to prepustila tam, da boste videli. Efežanom 6:16 v razširjeni verziji pravi, nadvse pa dvignite prekrivajoči ščit od rešilne vere, kjer se bodo pogasile vse goreče puščice hudobnega. Tudi v drugi verziji je nad vse. Ali lahko izrečete nad vse? Nad vse vzajmite ščit vere, s katerim boste mogli ugasiti vse ognjene puščice hudobnega. Vendar še enkrat, ta ščit vere nam ne more nič pomagati, če ga ne dvignemo, povzdignemo, osvobodimo in dopustimo, da deluje. In kako mi osvobodimo svojo vero? Po molitvi, po izrekanju, po tem, kar je napolnjeno z vero, po delovanju iz Božjega navdiha. Ne kakršnem koli delovanju, ampak kar je napolnjeno z vero in delovanju iz Božjega navdiha. Kaj pravi Sveto pismo v 1. Jakobovem pismu? Vera brez del je mrtva. Niso to dela mesa, ampak dela, ki nam jih Bog naroča, da jih izvršimo. Zatorej, vidite, mi ne moremo biti leni. Lahko vam povem, da ni dovolj samo iti v cerkev in posaditi svojo zadnjo plat v klop. Ni mi mar, vi lahko 4-krat na teden greste v cerkev. In potem je nekdo drug, ki si prizadeva in nikakor ni len s hranjenjem Božje besede po žlici. Vi pa boste šli v cerkev in nazaj in boste potem naslednji teden prejeli prav tako nekaj hrane. To ne bo dovolj. To je začetek, vendar to ni dovolj. Dobro je, vendar ni dovolj. No, kaj pa hočeš, da storim? Lahko si začnete zapisovati določene stvari ali kupovati CD-je sporočil in greste domov in sami preštudirate Sveto pismo. Če slišite nekoga drugega govoriti nekaj, ena stopnja, vendar ko sami to študirate, lahko za vas postane razodetje. Ne bodite vse svoje življenje oseba, ki potrebuje, da ji drugi strežejo. Dajte no, še enkrat bom ponovila. Za nekatere izmed vas je čas, da greste k naslednji stopnji. Veste, hočem pomagati ljudem, vendar ne bodite takšna oseba, ki vse svoje življenje potrebuje prejemanje pomoči. Bodite nekdo, ki pomaga drugim. Ne samo to, lahko vam povem, da v določenem trenutku prejemanja pridemo do točke, ko ne moremo več prejemati, če ne začnemo razdajati. Vera brez del je mrtva. Nima moči. Nima sploh nobene moči. Vendar bi vera morala priti pred delom. Vendar pa ne moremo opustiti del, kajti to zahteva napor. Koliko izmed vas ve, da delati prav zahteva napor? Dajte no, ali ni dovolj vere, da vas obvaruje pekla? Imejte dovolj vere, osvobodite jo in začnite hoditi v zmagi, ter postanete blagoslov za nekoga drugega. Niti ne poskušajte misliti, da nam vsak dan ne bi bilo potrebno reči, tako sem zadovoljen, Bog, da sem danes tako in tako lahko blagoslov. Bil sem sposoben spodbuditi, nagovoriti in sem videl potrebe drugih. Lahko sem svojo vero delil z nekom. Leni kristjani ne bodo nikoli obvarovani od Satanovih načrtov in zamisli. Lenoba, to je prava beseda, a ne? Drugo Petrovo pismo 1:5. Prav zato pa si z vso vnemo prizadevate in zaradi tega ste deležni Božje obljube. Torej imamo Božje obljube, prav zato si z vso vnemo prizadevate, da svoj veri pridružite krepost. Imamo Božje obljube. Kreposti so odličnost, srčnost, krščanska odločnost in to nadaljuje in izreče nekatere druge stvari, vendar poudarek je v tem, da je potreben nek napor za vadbo v veri. Upanje je dobra stvar.
Vendar, če je upanje samo nekaj, kakor želim si, upanje je zelo blizu veri in mislim, da ne morete imeti vere brez upanja, kajti vera je pozitivno pričakovanje, da se bo nekaj lepega zgodilo. Torej ga imate prej, preden boste osvobodili vero, vendar veliko ljudi nima nič od tega. Oni si samo nekaj želijo. Želim, da bi imel. Ne potrebujemo želja, ampak potrebujemo hrbtenico. Moramo biti sposobni, da se ostanemo in rečemo, opravil bom svoj del z Božjo pomočjo. Vsako jutro se ostanite in posvetite 10-15 minut, da se zahvalite Bogu za vse, kar dela in ga slavite, ter osvobodite svojo vero za to, kar veste, da boste tisti dan potrebovali in za to, kar bi se lahko zgodilo, pa niti ne veste za to. In da osvobodite vero, tako da greste v javnost in se obnašate kot kristjan. Posvetite čas v Božji prisotnosti in prosite, da bi bili napolnjeni z močjo Svetega Duha. Rada imam Efežanom 3, ko sveti Pavel moli. Naj vam da po bogastvu svojega veličastva, da se po njegovem duhu močno utrdite v notranjemu človeku. Ne vem glede vas, vendar vemo nekaterih, ki s svojo osebnostjo uspevajo delovati po svetem duhu in ga uporabljati. Ko darujem misionarski skupini Joyce Meyer, čutim, da sem blagoslov za druge, ker ko ti daruješ njim, se oni razdajo za druge. Nekdo mora plačati, da se oddaje posname in predvajajo, da se lahko natisnejo knjige, ki jih beremo in se toliko iz njih naučimo. Če ti daruješ njim, v resnici daruješ vsem, mnogim ljudem po vsem svetu. Biti partner misionarske skupine Joyce Meyer je zame priložnost povrniti za dobroto. Ti si tu. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.